Pred tretjo sejo občinskega sveta Mestne občine Koper je bil na elektronske naslove svetnikov poslan dopis državne sekretarke z Ministrstva za okolje glede problematike rabe fosilnih goriv pri gradnji stanovanj na Novi Dolinski v Kopru. Iz dopisa sledi, da predvidena raba utekočinjenega naftnega plina za ogrevanje stanovanj ne sledi smernicam nacionalnih krovnih in strateških dokumentov, ker je temelj nadomestitev fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Poleg tega sekretarka v dopisu opozarja, da morajo biti vse nove stavbe skoraj nič energijske. V izjavi za medije je direktor stanovanjskega sklada Zlatko Kuštra povedal, da bo sicer res uporabljen utekočinjen naftni plin, vendar ob tem poudarja, da uporaba tega energenta sledi občinskim dokumentom, ki predvidevajo za večje uporabnike priklop na plinovodno omrežje. Že leta 2024 naj bi sledil preklop na zemeljski plin. Poleg tega je direktor izjavi zatrdil, da se bo za ogrevanje uporabljal najnovejšo tehnologijo. To je sodobne toplotne črpalke in kaskade kondenzacijskih kotlov za dogrevanje, pri katerih se izkoristi tudi kondenzacijska toplota. Plin bo uporabljen le kot pogonsko gorivo za motor toplotnih črpalk. V tem je poudaril še, da v pravnomočnem gradbenem dovoljenju piše, da so stavbe v izgradnji skoraj nič energijske, ter da v osnutku energijske izkaznice piše, da je objektom dodeljen najvišji razred A1. Sicer je Kuštra mnenja, da navedbe v dopisu ne sledijo na strokovnih podatkih in da je dopis, po njegovem, politično motiviran. Na skladu tudi že pripravijo odgovor na dopis. Na tretji redni seji občinskega sveta občine Piran so svetnice in svetniki prvič obravnavali predlog proračuna za leto 2023. Proračun, ki znaša skoraj 46 milijonov evrov, bo razvojno naravnan, vendar z omejenim zadolževanjem. Več kot 21 milijonov evrov bo namenjenih za investicije v infrastrukturi, natančneje gradnji kanalizacije, cest in kolesarskih poti, infrastrukture za vodooskrbo, obnovi občinskih stanovanj, poslovnih prostorov ter kulturnih spomenikov. Uredilo naj bi se tudi obrtno cono Dragonja, plaže in priobalni pas ter športno infrastrukturo. Občina bo z nakupom električnih avtobusov spodbujala trajnostno mobilnost občanov, vlagala pa bo tudi v pripravo in popravke projektu, ki jih bo izpeljala v prihodnjih letih. Od stanovanj na Košti, vrtca v Luciji, prenove in nadgradnje centra za usposabljanje Elvira Vatovec v Strunjanu, protipoplavne zaščite Pirana in nove športne dvorane v Luciji. Na seji so svetniki razpravljali o novih cenah programov predšolske vzgoje in zavrnili nakup teniškega centra Portorož pod trenutnimi pogoji. Svetniki so sprejeli nov sklep, ki narekuje županu, da z družbo Terme Čatež uskladi novo ponudbo za odkup tenis centra Portorož pod drugačnimi pogoji. V piranski občini je bil imenovan še tretji podžupan, Kristjan Poletti, ki je z delom uradno pričel 20. februarja. Predlagala ga je skupina piranskih svetnikov italijanske narodnosti. Siccome sono stato eletto vice sindaco per la comunità nazionale italiana, comunque mi occuperò di tutto quello che concerne la comunità nazionale italiana nel comune di Pirano e ovviamente porterò avanti gli interessi della minoranza italiana. Kristjan Poletti bo delo podžupana opravljal prvič, zaenkrat pa ga bo opravljal nepoklicno. V bistvu želja je pa tudi bila, da bi funkcijo opravljal poklicno, tako da bi lahko več časa posvetil temu, vendar to bo pač pogovor z županom najverjetneje po sprejetju proračuna v drugem branju. S čim pa se bo novi podžupan ukvarjal v mandatnem obdobju? Questo mandato sicuramente cercheremo di portare avanti, come abbiamo presentato anche nel nostro programma elettorale, il discorso di Santa Lucia, ovvero di Lucia, quindi della denominazione dell'abitato e ovviamente tutto quello che riguarda il bilinguismo sul territorio, torej dvojezičnost na samem, v sami občini Piran. Tretji podžupan se je v novem mandatnem obdobju pridružil podžupanjama Barbari Imenšek in Manueli Rojec. Ta teden se v hoteli Bernardin odvila 4-urna opozorilna stavka. Zanjo so se odločili v sindikatu Save Turizma, ker so med drugim želeli izraziti nezadovoljstvo s prenosom zaposlitev sobaric na zunanjega izvajalca. Le-te naj bi svoje delo še naprej upravljali na enak način, vendar bo njihov delodajalec po novem agencija Aktiva čiščenje. Po mnenju sindikata tovrsten prenos zaposlitev predstavlja škodljivo prakso, ki vpliva na poslabšanje socialnega in materialnega položaja delavcev.
Po besedah Irene Valenti iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pa samo dejstvo prenosa ne pomeni konca aktivnosti sindikatov v boju proti praksi prezaposlitev delavcev na zunanje izvajalce. Res je, model outsourcinga je v bistvu dejstvo, s 1.3. prehajajo k novemu izvajalcu, ampak to pa ne pomeni, to pomeni šele začetek boja, predvsem birokratskega in pravnega, da se ta poslovni model postavi ob bok, bom rekla, bodisi sistemu zaposlovanja preko zaposlitvenih agencij, ki pomeni enake pravice in plačila, kot velja za redno zaposlenje pri uporabniku, bodisi, bom rekla, z premikom vsaj v družbah v upravljanju strani države, ki lahko dejansko ta poslovni model izločijo, te prakse ne uporabljajo. Tako da aktivnosti sindikata skupaj s stroko, ekonomisti, podjetji, organizacijami, ki nas podpirajo, definitivno ni končan. Sicer pa apel za prenehanje uporabe omenjenega poslovnega modela leti tako na upravo kot na državo. V sindikatu namreč menijo, da so zaposlene na cedilu pustili vsi ključni odločevalci, sploh potem, ko so sami predlagali možne rešitve. V bistvu so nas na cedilu pustili ključni odločevalci, to pomeni vlada, pristojni ministri in potem posledično SDH, ki je upravljalec, in pa seveda uprava družbe Sava Turizem. Kajti mi smo kot sindikat GIT napovedali sistemske možne rešitve, dali smo izhodišča za zakonodajno pobudo, ki bi lahko to prakso sporno preprečila, ki bi lahko postavila model zaposlovanja v Sloveniji in sicer na neko zgledno raven, kar bi zagotavljalo v bistvu službe z nekim ustreznim plačilom in, bom rekla, dostojnimi pogoji dela in varne zaposlitve, kar pa ta hip outsourcing absolutno ne pomeni. Čeprav so iz politike prihajale besede spodbude in nestrinjanja z modelom prenosa, se bo vseeno zgodil. Uprava državnih podjetij je pač avtonomna in neodvisna, zato prezaposlitev sama po sebi ni v nasprotju z zakonodajo. Tako bi naj bila po zakonu o Slovenskem državnem holdingu, ampak mi vemo, da so te družbe v portfelju SDH-ja, da ta SDH nastavlja predstavnike kapitala v nadzorni svet in te nadzorni sveti dejansko imenujejo uprave, ki te posle prvič sprejemajo, potrjujejo pa ravno na teh nadzornih svetih. Protest sobaric so podprli tudi nekateri drugi sindikati in del civilne javnosti. Udeležence shoda so denimo nagovorili še predstavniki Delavske svetovalnice, Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije, Inštituta 8. marec, Sindikata kovinske in elektroindustrije ter Sindikata Mladi Plus. Teja Jarc, predstavnica Sindikata Mladi Plus, je povedala, da se model prezaposlitev širi na vse sektorje, kar omejuje delavske pravice. Meni, da je čas, da se delodajalci zavedo, da delavci niso le strošek, ampak dodana vrednost podjetij. Čas je, da se Sava Turizem, vsi delodajalci in tudi vlada, da slišijo, da delavke in delavci nismo blago, nismo sužnji, da nas ne morejo najeti samo takrat, ko njim to ustreza, mi pa naj bi bili ves čas na voljo. Da si nas ne morejo podajati naokoli, nas prodajati in izkoriščati, kadar nas potrebujejo. Da nas ne morejo izrabljati za nizke plače, nespodobne mezde, medtem ko si sami kujejo dobičke. Da nam ne morejo kratiti osnovnih delavskih in socialnih pravic, ki smo si jih tekom zgodovine že izborili. In ja, smo si jih izborili, ker nobena pravica ni bila podeljena, vse so bile priborjene. In zato se borimo še danes in borili se bomo jutri in borili se bomo vsak dan. Zato, ker smo delavke in delavci ljudje, ki si zaslužimo dostojanstvo, pošteno plačilo, primerne delovne pogoje in vse osnovne delavske in socialne pravice. Smo tisti, ki ustvarjamo dodano vrednost, ne pa zgolj samo strošek delodajalca, ki ga pač poskušajo znižati. Kot je povedal direktor kadrovske službe Igor Škrinjar, zunanji najem delavcev ni nič novega. Gre za model, ki z vidika delodajalcev deluje dobro. Strani delavca pa prezaposlitev k agenciji pomeni izgubo določene varnosti in povečano prekarizacijo zaposlitve, ki negativno vpliva tako na ekonomsko, kot tudi na psihično plat zaposlenega. Vlada je zagotovila 2,6 milijona evrov za že dogovorjene kratkoročne projekte, ki naj bi slovenski Istri omogočili dodatne količine vode. V zadnjih nekaj letih se država dejansko premika naprej z začetkom postopka državnega prostorskega načrta, ki je sicer bil ukinjen za zaziditev Suhorce, Padeža, v zadnjem letu z kratkoročnimi ukrepi, torej priklop na sosednjo Italijo za obuditvijo nekega starega vodovoda z dodatnimi ukrepi za izboljšanje za hidravlične izboljšave. Tako da nekaj se premika, ampak dejansko ti kratkoročni ukrepi so zelo
malo učinkoviti, malo doprinesejo, tako da nevarnost, da bi lahko bili še kakšno poletje na suhem, dejansko obstaja, dokler ne dobimo vsaj srednjeročne rešitve, torej vsaj rešitve za nekaj desetletij naprej. Najučinkovitejši kratkoročni ukrep naj bi bila povezava tržaškega in rižanskega vodovoda, ki bi lahko zagotovila od 10 do 15 litrov vode več na sekundo. Drugi ukrepi ne učinkujejo neposredno, so ukrepi za izboljšave, hidravlične izboljšave, ki omogočajo večjo stabilnost, predvsem pri kraškem vodovodu, zato da bo lahko tudi za naprej zagotavljal tisto količino vode, ki jo bo Slovenska Istra potrebovala. Ministrstvo za naravne vire in prostor naj bi v roku 1 meseca predstavilo še srednjeročne in dolgoročne rešitve. Kako pa bodo v koprski občini zagotovili, da čez poletje ne bomo ostali brez pitne vode? Jaz lahko poskrbim kot predstavnik lokalne skupnosti, tako da razbijam škatle oziroma sem siten pri državnih organih, torej država je tista, ki mora zagotoviti vodo, pri lokalnih skupnostih oziroma pri vodovodih, ki jih imajo lokalne skupnosti čez, je pa skrb za to, da se ta distribuira do posameznih uporabnikov. Bomo glasni, kot smo bili glasni tudi do zdaj, zavedanje ljudi, ki živimo tukaj, je v teh letih zraslo. Pred 5 leti jaz se strajam, da ljudje nismo še sploh vedeli, da imamo tako močen problem. Danes to vsi vemo in tudi vsi skupaj vršimo nek pritisk v Ljubljano, ker morajo doreči, kako se bo to reševalo. Kako pa v občini komentirajo očitke Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki pravi, da stavbe soseske Nova Dolinska niso nič energijske? Težko zagovarjam neke morebitne napake, ki bi jih storila država. Torej, mi smo, oziroma naš stanovanjski sklad je pripravil projekt. Projekt je bil v kombinaciji z Republiškim stanovanjskim skladom, ki ga je ustanovila Republika Slovenija. Republika Slovenija, torej njena upravna enota, je izdala gradbeno dovoljenje, tako da če temu ni tako, potem očitno nekdo na državnem nivoju naredil napako in je prav tudi, da jo skupaj odpravimo. Če bo potrebno, bomo odpravili, zaenkrat je načrtovan sestanek, da vidimo sploh, če ni prišlo mogoče do slabega razumevanja in kaj se da sploh storiti v tem trenutku. Župan si napredka želi tudi pri opravljanju poslovodnih funkcij občinskih javnih zavodov. Potencial za izboljšave pa vidi tudi v nekdanjem skladišču soli Libertas, katerega preureditev naj bi bila vredna 5 milijonov evrov. Obala je od nekdaj jezikovno mešano območje ter stičišče različnih kultur in narodnosti. Integracija tujcev v način življenja v slovenski Istri je bistvenega pomena za kvalitetno sobivanje. Vabljeni k ogledu razširjenega prispevka na to temo v torek ob 18. Minulo nedeljo je v športni dvorani osnovne šole Koper potekala polfinalna tekma prve slovenske futsal lige za igralce do 13 let. Domači klub Bronx Škofije se je pomeril z ljutomerskim Meteor Plastom. Izid prve tekme je bil 6-2 v prid Bronxu, tokratna povratna tekma pa se je ponovno obrnila v prid domačim, saj so zmagali s 5-4. S našo tekmo sem zelo zadovoljen. Smo se trudili, vsi smo dali vse od sebe in to je to, kar smo rabili. Prišli smo v finale in zato smo tudi veseli. S tekmo sem zadovoljen, še posebej, ker smo prišli v finale, čeprav smo eni tudi leto mlajši in igrali smo tudi proti skoraj enakovrednem nasprotniku. Oba kluba sta pokazala zagretost za igro in gorečo željo po zadetku oziroma zmagi. Med tekmo se je iz obeh klopi slišalo napotke trenerjev, ki so svojim igralcem veleli, naj se v igri umirijo. Pomočnik trenerja Bronxa je sicer pohvalil pripravljenost svojih igralcev in njihov odnos do igre. Sedaj jih čaka še finale, do katerega bo treba v prihajajočih treningih delati predvsem na motivaciji. Problem je pri teh, rekel, mlajših selekcijah, oni so vhodni, so več ali manj vsi 11 let stari in kadar naredijo napako ali pa kadar dobimo gol, potem jim pade motivacija in potem se začnejo sam stopnjevati napake in izgubijo hitro voljo. To je problem, tako da največ na temo. Igralci ekipe Meteor Plast so povedali, da je bil nasprotnik enostavno močnejši, osvojitev zmage pa so jim preprečile tudi poškodbe in bolezni, s katerimi so se v zadnjih časih spopadali v klubu. Sedaj jih čaka tekma za 3. mesto. Delali bomo malo, ko bomo boljši, pa vzamemo za 3. mesto, pa upam, ko bomo zmagali. Ja, ko bomo premagali Olimpijo, ja.
V škofijskem klubu je po besedah predsednika in pomočnika trenerja veliko obetavnih mladih igralcev, ki igrajo tudi v članski ekipi prve slovenske državne lige. Svoje delovanje klub bazira predvsem na istrsko-kraškem območju. Futsal se po njegovem mnenju razvija v pravo smer. Prihodnost futsala je po moje svetla, ker je to šport, ki mladino zanima, ki imamo dovolj infrastrukture, da lahko to razvijamo in vidite tudi sami, da tukaj na igrišču za nami ogromno otrok teče za žogo, tako da upam, da bo šlo dobro naprej. Delo z mlajšimi generacijami je prioriteta škofijskega Bronxa, pravi predsednik kluba in poudarja, da se to pozna tudi na rezultatih, saj so že 5-krat osvojili državni naslov, kar mu vliva tudi upanje za prihodnost futsala. O državnem prvaku boste odločili domača in gostujoča tekma, kjer se bo Bronx pomeril proti klubu Kiks Ajdovščina. Zdravo in dobrodošli v oddaji Kulturni napovednik. Danes sem tukaj z vami, da vam predstavim nekaj dogodkov, ki se bodo odvijali na obali. V galeriji Salsa Verde bo 4. marca ob 18. uri potekala otvoritev razstave Antropomorfi. Tokrat bo svoje dela razstavljala obalna umetnica, oblikovalka in ilustratorka Žana Šuran. Barvita razstava, polna simbolike in dinamične kompozicije, temelji na počlovečevanju. Njena dela pa bodo na ogled vse do 6. aprila. Istega večera ste vabljeni v Auditorij Portorož. Ob 8. uri se bo tam odvila gledališka igra Špas teatra z naslovom Boing, Boing. Situacijska komedija režiserja Vinka Moderndorferja, ob kateri, vsaj tako pravijo, se boste smejali na ves glas. Igra je postavljena v Pariz in sledi arhitektu Bernardu, ki v svoje stanovanje ob različnih urah vabi različne stevardese, dokler mu pri načrtovanju ljubezenski uric ne spodrsne. Prav tako ste v soboto lepo vabljeni v Center mladih Koper. Tam prirejajo promocijski koncert obalnega benda Spiral Mind ob izidu njihovega novega albuma The In-Betweens. V njihovi glasbi je moč slišati vplive elektronike, progresivnega roka, afriške ritmike, džeza in drugih zvrsti. Pred njihovim nastopom pa boste za zabavo poskrbela še 2 glasbena izvajalca. Listening Circuits, obalni umetnik, ki pripravlja izvenzemeljski audiovizualni performans. Za njim pa še glasbena skupina Auto, ki preigrava krautrock, space surf in garage noise. V nedeljo 5. marca se prične 25. festival Malvazija Žlahtni okus Mediterana. Ta bo trajal vse do 19. ure 6. marca. Na festivalu pa se bodo predstavile najboljše malvazije iz Slovenije, Hrvaške in Italije. Vabijo nas, da svoje brbončice prepustimo več kot 60 različnim malvazijam. Na voljo pa bo 6 različnih kategorij malvazije in sicer peneče, sveže, zrele, macerirane, s preostankom sladkorja in aromatizirane. Če se vam doma na knjigah nabira prah in bi si v zameno želeli kakšne nove zgodbe, ste vabljeni v Center mladih Koper. Tam se bo 6. marca ob 10. uri pričela izmenjava knjig, ki pa bo trajala vse do 16. ure. Na dan žensk se lahko brezplačno udeležite ping-pong turnirja v Centru mladih Koper. Ta se prične ob 17:30. Istega dne se bo v Art Kinu Odeon predvajal biografski film o eni največjih vokalistk vseh časov. Projekcija filma o Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody se prične ob 19. uri. Ob 8. uri, prav tako 8. marca, pa si boste lahko v gledališču Koper ogledali gledališko-glasbeni projekt Lare Janković. V igri Pesem za Laro se lahko srečate s hrepenenjem, poezijo in domoljubjem. Projekt je nastal po romanu Doktorja Živaga, ruskega pisatelja Borisa Pasternaka. V Centru mladih Koper pa se bo v četrtek 9. marca odvijala malo drugačna, lepljiva zabava. Vabijo vas namreč na ustvarjalno delavnico, na kateri ste vabljeni k izdelovanju Harry Potter trganke. Gre za kolaž, za katerega se namesto rezanja uporablja tehnika trganja papirja. Zato vas prosijo, da s seboj prinesete potrpljenje za zvok trganja papirja. V petek 10. marca pa bo na odru Arene Bonifika ob 8. uri nastopilo kar 40 pevcev. Vokalni a cappella orkester Perpetuum Jazzile pripravlja 2-urni program in izjemno doživetje ob vrhunski izvedbi. Do konca marca pa bo v osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper na ogled razstava umetnice Arti Rejke.
Z razstavo želi povabiti v svet mang in stripov. Gre za razstavo njenih v veliki večini fantazijskih, stripovskih ilustracij. Te so nastale po navdihu verzov in glasbe, ki jo avtorica posluša med risanjem. To je za danes vse. Lepo uživajte na dogodkih in se vidimo naslednjič.